Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem tole z naslovom Ne bodi takšna reva. Napnite ušeska in ji prisluhnite. Nekega dne je mama kokoš svoja piščančka prvič peljala na igrišče. Malce ju je bilo strah, kajti na igrišču se je res veliko dogajalo. Opazovala sta kužka, ki sta se zibala na gugalnici. Hej, piščančka, bi se igrala z nama? Sta ju povabila. Ne, hvala, sta odgovorila. Midva sva samo majhna piščančka. Nato sta opazovala pujska, ki sta se vrtela na vrtiljaku. Hej, piščančka, bi se igrala z nama? Sta ju povabila. O ne, sta odgovorila, vrtelo bi se nama. Midva sva samo majhna piščančka. Hej, piščančka, bi se rada gugala? Ju je vprašala velika mačka. Ne, hvala, sta odgovorila. Lahko padeva, midva sva samo majhna piščančka. Potem sta piščančka zagledala žabe in miške, ki so se spuščale po toboganu. Najprej so se povzpele, potem pa so se spustile navzdol. Hej, piščančka, vidva sta naslednja, jima je zaklicala ena od mišk. O ne, sta odgovorila, prenevarno je, midva sva samo majhna piščančka. Tudi mi smo majhni, ampak se ne bojimo, so rekle žabe in miške. Pridita in poskusita. No, mogoče, sta rekla piščančka in se počasi, korak za korakom, povzpela po lestvi tobogana. Ko sta priplezala na vrh in pogledala dol, sta okamenela od strahu. Spustita se, je zaklicala ena od žab. Ne bodita takšni revi. Ne upava, sta odgovorila piščančka. Bojiva se. Naj vaju ne skrbi, je rekel Bober. Vsi se bojijo, ko se prvič spustijo po toboganu. Toda imam idejo. Spustimo se skupaj, je predlagal. Splezajta na moj rep in se ga močno oprimita. Piščančka sta storila, kot je rekel Bober, in zaprla oči. Bober se je spustil navzdol. Hurra! Hurra, hurra! Sta vriskala tudi piščančka. Uspelo nama je. Je kaj narobe? Je hitro pritekla mama kokoš. Sta še oba v enem kosu. Vse je v redu z nama, sta rekla piščančka. Spustila sva se po toboganu in sploh naju ni bilo strah. Dovolil sem jima, da se spustita na mojem repu, je ponosno rekel Bober. Hvala, ker si bil tako prijazen, je rekla mama kokoš. Potem je zaslišala svoja piščančka. Poglej, sta bila navdušena. Sama se bova spustila po toboganu. In prav to sta storila. Hurra, so bile navdušene vse živali. Hurra za pogumna piščančka. Čeprav je naslov pravljice Ne bodi takšna reva, dragi otroci, nikar ne dovolite, da bi vas takšne besede spodbudile, da storite nekaj, za kar se še ne čutite pripravljene. Včasih potrebujemo trenutek ali dva več in tudi to je v redu. Vse ob svojem času, pravim jaz. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje.